Stranka Gibanje Svoboda je preteklo sredo v prostorih Centra za starejše Metul v Slovenski Bistrici pripravila okroglo mizo na temo Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Gosta okrogle mize sta bila Andrej Pleterski, arheolog, etnolog in zgodovinar, in poslanec Dejan Premik, ki sta predstavila svoje stališče glede evtanazije. Del zdravnikov, ki nasprotuje pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, jih imenujemo pokroviteljski zdravniki. To so ljudje, seveda, ki izhajajo iz svoje starejše tradicije, šole, ki jim je vcepila, da je etična dolžnost zdravnika odgovarjati in odločati v imenu bolnika, ker bolnik po njihovem prepričanju ni sposoben sprejeti pravilne odločitve o svoji zdravstveni usodi, in če bi imel svobodo odločanja, bi se zanesljivo odločil narobe v svojo škodo, in je zato njihova dolžnost, da oni odločajo namesto njega in ga tako rešijo napačne in slabe odločitve. Seveda je to del njihove samopodobe in ta predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja pa daje škarje in platno odločitvi v roke bolnikom. To je zgolj nadaljevanje tega, kar je omogočil že zakon o pacientovih pravicah leta 2008, ki je vzpostavil partnerski odnos med zdravniki in bolniki. Od takrat naprej obstaja pojasnilna dolžnost zdravnikov, ki morajo po tem zakonu pojasniti bolezen, ki bolnike tare, in možnosti zdravljenja. Bolnik pa je tisti, ki ima pravico, da da soglasje k postopku zdravljenja, lahko ga pa tudi odkloni. Zato dobivate pri vseh zdravniških posegih potem tiste papirje, ki jim dajajo v podpis. In seveda v tem duhu je narejen tudi predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Zdaj, tem pokroviteljskim zdravnikom pa je to neznosno, ker so prepričani, kot je rekel predsednik zdravniškega društva, da ta predlog zakona skruni njihovo samopodobo. In če nekomu propade njegova samopodoba, je to lahko zelo boleče. Zato so pripravljeni narediti vse, kar bi lahko, da bi preprečili sprejem tega zakona. So pa seveda najbolj glasni, so mnenjski voditelji in držijo v rokah vodstva zdravniških organizacij. Zato da je zdravniška stroka navidezno enotno proti. Zdaj, v teh zadnjih dneh se je opogumila že vrsta zdravnikov, ki je javno povedala, da podpirajo ta zakon in da je mnogo utemeljitev, kot je recimo tista, da danes medicina lahko razreši vse probleme v koncu življenja, lajša vse bolečine, da to seveda absolutno ne drži. Glede, stališče Gibanja Svobode je, pa mislim, da tudi precej drugih, da je dejansko smrt del življenja in tukaj ne moramo ločiti pač med temi zadevami, in tisto trpljenje, ki pride, je v bistvu že najslabša stvar v celem tem kontekstu. Nekdo je rekel, da je važna kvaliteta življenja, ne pa kvantiteta. Kar pomeni, da je treba pač tisto življenje, ki ga imamo, preživeti kar se najbolj da kvalitetno. Če pa tle pride to neznosno trpljenje, govorimo o trpljenju, ki ga ne more lajšati ne medicina, ne paliativa, to je tista zadeva, ki jo ne more lajšati nihče več, ki obstaja, potem pa se vprašamo, kakšna je potem še kvaliteta in smisel življenja, če pride do tega. In tukaj govorimo o odločitvi vsakega posameznika, kaj bo storil, če pride do te situacije. To je dejansko hipotetična zadeva, nihče nikogar ne sili, to je v bistvu ena taka najbolj pomembna zadeva. Nihče nikogar ne prepričuje, ampak človek, ki se znajde v takšni stiski, da ne vidi več izhoda, ima zdaj možnost, da plača tistih nekaj tisoč evrov in gre v Švico, ali pa, če pa tega nima, pa potem mu to trpljenje ostane. Moram pa samo še eno stvar mogoče dopolniti dr. Pleterskega. Tukaj gre dejansko, ne gre ne za tehnično, ne za politično, ampak gre v bistvu za neko moralno vprašanje.
ki ga je treba razčistiti. In pri nas v Sloveniji jasno obstaja več moral konec koncev. Vemo, da je pravo po neki definiciji morala vladajočega razreda in glede na to, da pri nas vlada ljudstvo, je treba pač glede na to, da imamo različna razmišljanja, neki je katoliška cerkev, neki so ateisti, tudi protestanti imajo drugo, če smo samo pri verah. Tako da smo se zaradi tega pravzaprav odločili, da gremo pač vprašati na referendum. No in glih danes je Ustavno sodišče povedalo, da tisto, ker jasno opozicija je dala na vse referendumska vprašanja, oziroma na dva, ustavno presojo in danes je Ustavno sodišče presodilo tudi to vprašanje, ki je vezano na pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, ni neustavno. Okroglo mizo je povezovala Mateja Žvižej.